Pozdravljeni vsi in dobrodošli v oddaji Global Eye. Sem Emily Francis. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Vsak teden se poglobimo v zgodbe in vprašanja, s katerimi se soočamo v našem današnjem svetu. Poglejmo, kaj vas čaka v nocojšnji oddaji. Velikani umetne inteligence se pripravljajo na javno kotacijo. Vrednosti glavnih platform, kot je OpenAI, pa se približujejo $1 bilijon. Bo umetna inteligenca dolgoročno uspešna ali pa bo to naslednji dot-com balon, ki grozi, da poči? Ali postaja LinkedIn, platforma za poslovno mreženje, glavno žarišče za kitajske tajne agente, ki iščejo vladno in vojaško osebje, da bi razkrili najvišje skrivnosti? Katera velika država postaja prva, ki omogoča dostop do priljubljenega zdravila za hujšanje Ozempic tudi tistim, ki nimajo globokih žepov? In zdaj k nekaterim zgodbam, ki polnijo naslovnice. ZDA so v visoki pripravljenosti, saj nova mesojedi parazit prihaja iz Mehike proti ameriški meji. Po podatkih USDA se vijačna muha novega sveta v zadnjem letu širi po Mehiki in so jo zdaj odkrili tudi v Teksasu. Parazita so odkrili pri 3 tedne starem teletu. Bijakove muhe so parazitske muhe, katerih samice odlagajo jajčeca v odprte rane in sluznice sesalcev, vključno s hišnimi ljubljenčki, kar je lahko smrtonosno. Teksas je dom več kot 12 milijonom glav goveda in predstavlja 15% ameriške proizvodnje govejega mesa. Tukaj je več informacij od guvernerja Teksasa, Grega Abbotta. Želim, da vsi vedo, da obstaja zelo dobro, dolgo uveljavljeno preprečevanje in zdravljenje širjenja vijačne muhe novega sveta. Zdravljenje in preprečevanje, ki jo je zvezna vlada že izvajala v preteklosti. Vijačna muha predstavlja tveganje tudi za naše ljubljene hišne živali, vendar oblasti pravijo, da je možnost, da bi prešla na ljudi in jih okužila, zelo majhna ali skoraj nična. Obrnimo se k Boliviji, kjer protesti še naprej naraščajo. 10 tisoči kmetov, rudarjev in pripadnikov staroselskih skupnosti so se mobilizirali in pozivajo k odstopu predsednika Rodriga Paza. Več kot mesec dni so vzpostavili skoraj 100 različnih blokad na glavnih avtocestah po vsej državi. Ta konec tedna sta bila 2 policista ranjena, potem ko sta bila v številčni manjšini in prisiljena k umiku na strateški avtocesti v največji agroindustrijski coni v državi. Predsednico Paz obtožujejo, da ni ustrezno odgovorila na najhujšo gospodarsko krizo v državi v zadnjih 40 letih, saj inflacija znaša 15%. V Albaniji na tisoče protestnikov prav tako izraža nezadovoljstvo zaradi načrtovanega luksuznega letovišča, ki ga podpira podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem, odposlancem za Bližnji vzhod v ZDA in zetom predsednika Trumpa. Protestniki so nosili albanske zastave in transparente, vzklikali "Doli vlada" ter pozivali uradnike k odstopu zaradi projekta v vrednosti $1,6 milijarde. Na otoku ob obali, ki se nahaja poleg zaščitenega močvirja, kjer živijo različne živali, kot so flamingi, tjulnji in morske želve. In to je tudi kraj, kjer gnezdijo. Vsi skupaj ščitimo svojo državo, svojo zemljo, jaz pa ščitim svoje otroke, da bi imeli srečno, recimo, življenje čez 20 let in ne vem. Zato upamo, da se bo za vse dobro končalo. Otok, ki meri nekaj več kot 2 kvadratni milji, je približno 2-krat večji od centralnega parka v New Yorku. Vendar bo po trenutnem predlogu le del zemljišča pozidan, pravijo uradniki, povezani z razvojem. Obrnimo se zdaj na Azijo. Predsednik Južne Koreje je za novega premierja izbral ministrico za podjetništvo in zagonska podjetja. Če jo bo parlament potrdil, bo Han postala prva ženska predsednica vlade v zadnjih 20 letih. In če bo izbrana, naj bi vodila preobrazbo države na področju umetne inteligence, kar bi bilo obetavno za gospodarsko rast Južne Koreje. In zdaj smo dosegli vrh.
Umetna inteligenca ne preoblikuje le načina, kako brskamo po internetu, pišemo besedila, ustvarjamo slike in še marsikaj, ampak se postavlja tudi vprašanje, kako daleč nas lahko v resnici pripelje, preden ta mehurček poči. Za nocojšnjo razpravo in panel se nam iz New Yorka pridružujeta Steven Varhaftig, pomočnik podpredsednika za raziskave lastniškega kapitala TMT, ter Dimitris Avelatos, glavni ekonomist podjetja Aurora Macro Strategies. Prav tako se nam prek Zooma pridružuje naš lastni višji dopisnik I24 News English, Owen Alterman. Dobrodošla oba. Preden začnemo z našo razpravo, si najprej poglejmo nekaj ozadja. Umetna inteligenca ni več le eksperiment iz Silicijeve doline. Spreminja način, kako ljudje iščejo po spletu, pišejo e-pošto, ustvarjajo slike, programirajo programsko opremo, ustvarjajo videoposnetke in celo vodijo dele svojih podjetij. Toda večja kot postaja umetna inteligenca, večje postaja tudi vprašanje, koliko tega razcveta je resničnega in koliko je le prenapihnjenega pompa. Investitorji vlagajo ogromno denarja v podjetja z umetno inteligenco, kot sta Anthropic in OpenAI, ki dosegata osupljive vrednosti, čeprav se stroški čipov, podatkovnih centrov in računalniške moči še naprej zvišujejo. Reuters je opozoril, da pravo vprašanje morda ni, ali se bo razcvet umetne inteligence končal, ampak kaj se bo zgodilo s trgi, ko se bo to zgodilo. Škrati postaja konkurenca vse ostrejša. Kitajska podjetja, kot je DeepSeek, so že pokazala, da lahko zgradijo zmogljive modele umetne inteligence po nižjih stroških, kar povečuje pritisk na ameriška podjetja in sili vlagatelje, da se vprašajo, ali bodo današnji voditelji še vedno prevladovali tudi jutri. Potem je tu še vprašanje delovnih mest. Umetna inteligenca lahko pomaga delavcem, da delajo hitreje, vendar lahko prav tako nadomesti naloge, ki so jih nekoč opravljali pisci, oblikovalci, programerji, raziskovalci, agenti za pomoč strankam in pisarniško osebje. Goldman Sachs pravi, da se nekatera delovna mesta že izgubljajo na področjih, kjer lahko UI nadomesti človeško delo, medtem ko druga delovna mesta rastejo tam, kjer UI podpira delavce, namesto da bi jih nadomestila. Tako, razprava ni več o tem, ali bo UI preoblikovala gospodarstvo. To se že dogaja. Pravo vprašanje je, ali je to začetek trajne tehnološke revolucije, ali pa se dirka za UI odvija tako hitro, da bi lahko balon počil, še preden bo svet pripravljen na posledice. Torej, to je vprašanje za $1 bilijon. Če govorimo o OpenAI, kot smo pravkar rekli, bomo zdaj začeli naš panel. Začeli bomo s Stevenom. Vsak od vas ima 30 sekund za odgovor, preden se poglobimo v vprašanja. Torej, ali je ta razcvet umetne inteligence resničen, ali pa gre za balon, ki bi lahko počil na vse načine, tako glede naših denarnic, naših naložb, kot tudi glede uporabe teh platform za informacije in ustvarjanje vseh mogočih stvari. Začeli bomo s Stevenom. Popolnoma verjamem, da je ta celoten razvoj umetne inteligence resničen razcvet. Ni tako, kot smo videli v preteklosti, naprimer pri dot-com balonu v poznih 90-ih letih. Mislim, da smo res v zgodnjih fazah 4. industrijske revolucije. Razlog, zakaj to verjamem, je v tem, da imajo podjetja, ki vlagajo v to tehnologijo umetne inteligence, zelo močne bilance stanja in zelo močan prosti denarni tok. Mislim, da je to nekoliko drugače kot pri dot-com balonu, kjer so ga podpirala zagonska podjetja v zgodnji fazi z veliko porabo denarja, ki so resnično poganjala dot-com balon. In mislim, da smo še vedno v zelo zgodnjih fazah revolucije umetne inteligence, ki se dogaja v ospredju. Prav, in Dimitris, kaj pa vi mislite? Se strinjate ali ne? Glejte, mislim, da je zanimiva stvar pri tej tehnološki revoluciji, tako kot pri vsaki drugi tehnološki revoluciji, da je lahko oboje. Lahko je resnična in lahko je balon. Železnice v poznem 19. stoletju so bile povsem dejanska tehnologija. Ljudje še vedno potujejo z vlaki. Povzročile pa so tudi finančni balon. Dot-com baloni zlom, ki ga je omenil Steven, je temeljil tudi na dejanski tehnologiji. Danes vsi uporabljamo internet, vendar je tudi to povzročilo balon. Torej je lahko oboje. Lahko je preobrazbeno na dolgi rok in hkrati povzroči visoke vrednotenja na kratki rok. In ja, seveda, kot pri vsem, ni vse črno-belo. In zdaj bo svoje povedal tudi Alterman. Kaj imaš za povedati, prijateljica? Emily, ta bo končala z 2-1, ker bom tudi jaz na Dimitrisovi strani. Poglej, prebereš članke in komentarje o tem in se pojavijo primeri iz 19. stoletja o železnicah, ter iz 2000 o dot-com balonu in vse vmes. Bilo bi čudno, če ne bi bilo balona. In vzporednice so očitne. Zunanje investicije v podatkovne centre. Tako podobno gradnji železniških prog v 19. stoletju.
In tukaj sta vsaj še dve veliki tveganji. Emili, omenila si Kitajsko in dejstvo, da bi kitajska podjetja lahko na koncu dneva na nek asimetričen način prehitela svoje ameriške konkurente, pa tudi možnost regulativnih tveganj. Imamo 7 podjetij, veličastna sedmerica, ki predstavljajo kaj? 60% tržne kapitalizacije borze. Ogromen odstotek. Ali bi lahko regulatorji posegli in odvzeli privilegije tem velikim podjetjem in bi to lahko vplivalo tudi na njihovo vrednotenje? Čas je potekal, morali se bomo vrniti k vam. V redu, poskušali bomo ohraniti red in preprečiti zmedo, saj se nam vsi pridružujete nadaljavo. Zato bomo šli spet po vrsti, začnemo s Stevenom. Torej, vprašanje je, ali so podjetja kot sta OpenAI in Anthropic res vredna takšnih vrednotenj? Ali pa menite, da so te ocene prenapihnjene in bi lahko kljub tehnologiji povzročile težave za potrošnike ali tiste, ki stavijo nanje? Mislim, da sta tako za OpenAI kot za Anthropic oceni zelo pošteni. Mislim, govorimo o podjetjih, ki so dosegla brezprimerno stopnjo rasti, kakršne v nobeni industriji v zadnjih 20 letih še nismo videli. In točno to opažamo pri obeh podjetjih. Anthropic je dosegel letno raven prihodkov v višini 47 milijard dolarjev, OpenAI pa prav tako letno raven prihodkov v višini 25 milijard dolarjev. In to je rast iz 2 milijard dolarjev za OpenAI in iz nič za Anthropic pred nekaj leti. Torej, ta brezprecedenčna rast, ki jo vidimo pri teh AI podjetjih, je točno razlog, zakaj si zaslužijo oceno, ki jo imajo trenutno. Dimitris, se strinjaš ali ne? In dejstvo, da je toliko konkurentov, kako bo to vplivalo na prosti trg v tem primeru? Mislim, da je res pomembno, da so ta podjetja trenutno zasebno financirana in da so za njimi zelo resni dejavniki, ki podpirajo te ocene z resničnim denarjem. Torej, ali si zaslužijo to oceno? Seveda si jo. Ljudje vlagajo pri tej oceni. Zdaj, ko bodo šli na borzo in mislim, da se bo pojavilo vprašanje, veste, ali bo to tvegano, ali bo ta vrednotenje zdržalo pojavljanje ponudbi delnic in še 2 ali 3 leta. In mislim, da odgovor tukaj, da tega ne moremo vedeti. To je tveganje. In brez tveganja ne morete imeti donosov na delniških trgih ali katerem koli drugem trgu. Torej da, absolutno zaslužijo si vrednotenja, ki jih dobivajo, ljudje vlagajo pravi denar v to. Bo to delovalo v naslednjih 2 ali 3 letih? Kdo ve, to je tveganje. Zato pa je donos. Čas bo pokazal. Vsakič, ko imamo kakršenkoli inovativni gospodarski napredek, kot je zgodovina že večkrat dokazala. Owen, kakšne so tvoje misli? Poglej, to so podjetja, ki opravljajo prelomno delo, Emily. O tem ni nobenega dvoma. Ampak na koncu dneva je spet v načelu neka vrednost, ki je previsoka. Ne vemo, a je to trenutna vrednost ali pa neka prihodnja vrednost. Saj vrednotenja in borzne vrednosti teh podjetij še naprej strmo naraščajo. In obstajajo potencialni konkurenti, še posebej na Kitajskem, ki so začeli prodirati zelo, zelo drugačno strategijo. Zato mislim, da so okoliščine tukaj res razlog za previdnost. In mislim, da je to zelo resen opozorilni znak, da tako velik del vrednosti delnic v New Yorku prihaja iz tako majhnega števila podjetij. To pomeni, da je velik del denarja vlagateljev in pokojninskih skladov v rokah le nekaj podjetij. Kaj to pomeni za gospodarstvo? In kaj to pomeni za posledice, če je toliko našega denarja in toliko naše prihodnosti vezane na tako zelo, zelo majhno število podjetij in zelo majhno število ljudi, ki sprejemajo te odločitve? Ja, in kot omenjate kitajsko komponento, vemo, da lahko oni stvari naredijo zelo hitro in veliko ceneje. Kako hitro bi to lahko povzročilo velik napredek, ki bo prav tako vplival na cene in delnice nekaterih teh drugih podjetij? Mislim, Owen, če želiš to zaključiti, pa gremo k Stevenu in Dimitrisu. Seveda, težko si je predstavljati, čudno je pomisliti, da bi Kitajska vodila asimetrično vojno. To je svetovna sila po vseh merilih. Toda na področju umetne inteligence pa je tako. Ameriške izvozne omejitve ji preprečujejo dostop do vrst polprevodnikov in čipov za umetno inteligenco, ki jih imajo ameriška podjetja na dosegu roke. Očitno zelo premišljena ameriška politika v obdobju tako Trumpa kot Bidna. Kitajska podjetja so našla načine, kako se prilagoditi in so zaradi svojih omejitev postala pametnejša oziroma so bila k temu prisiljena. Videli smo šok, ki ga je povzročil model DeepSeeka, ko je bil ta razbit. In kitajska podjetja so našla načine, kako narediti stvari, ki sicer niso tako dobre kot pri najboljših ameriških podjetjih, so pa veliko cenejše. In z objavo svojih informacij kot odprtokodne so tudi razširili svoj tržni doseg. Kitajci delajo stvari na drugačen način in bi lahko na koncu imeli prednost zaradi tega.
To ponovno povečuje tveganje za vse nas, ki smo na takšen ali drugačen način, neposredno ali posredno, vloženi v teh 7 velikih tehnoloških podjetij. In Štefan, torej mislim, kako bo to vplivalo na končni izid prostotrgovine in trgov, če bo Kitajska začela proizvajati cenejše modele? Ali naj bodo vlagatelji previdni, ko sklepajo velike posle? Mislim, ko gre za to, kar prihaja iz Kitajske, vidimo veliko več napredka z tehnološkega vidika pri podjetjih, kot je DeepSeek. Mislim, ko razmišljamo o tem, to tudi širi celotni tržni potencial umetne inteligence. To je nekaj, na kar smo zelo osredotočeni. Ta ideja Jevonsovega paradoksa, kjer znižate ceno za sklepanje in dostop do teh zmogljivosti. Sčasoma bo to odprlo trg, ZDA so pred Kitajsko, ko gre za tehnološki napredek na področju umetne inteligence. In mislim, da bo to v prihodnje ustvarilo nekoliko več pogovorov o cenah. Na splošno se bo ta tržna priložnost v prihodnjih letih še naprej širila. V redu, še eno vprašanje, Dimitris, kar dobro ti gre. Najprej ti dam besedo. Pogovorimo se o delovnih mestih. Mislim, da smo, kot smo govorili o industrijski revoluciji, ljudje, ki so šivali stvari na roke, bili prestrašeni. Kaj se bo zgodilo, če bom izgubil službo? In potem smo videli, da je to privedlo do velikega napredka v družbi. Torej, kako velik strah bi morali imeti ljudje glede izgube služb in tega, da bi umetna inteligenca nadomestila potrebo po ljudeh? Mislim, da je to odlično vprašanje in zelo težko je, veste, če je vaša služba ogrožena zaradi umetne inteligence, potem bi morali biti, če ne prestrašeni, pa vsaj pozorni na to, kaj se dogaja. Biti morate pozorni na to, kje umetna inteligenca vpliva na vas v vašem sektorju. To počnemo kot ekonomisti, to počnemo kot analitiki. In mislim, da bi moral biti vsak zelo pozoren na to, kako umetna inteligenca vpliva nanj in imeti načrt. Na makroekonomski ravni, veste, omenili ste tekstilno proizvodnjo. Tekstilna proizvodnja, veste, ni uničila moči dela, ni pomenila, da nam ne bi bilo več treba delati. In mislim, da umetna inteligenca prav tako ne bo pripeljala do sveta, v katerem nihče ne dela, saj ne v bližnji prihodnosti. Ko rečem bližnji, mislim v naslednjih 100 letih. Tako da z makroekonomskega vidika, mislim, veste, da je Steve omenil Jevonsov paradoks, ko postane lažje biti bolj produktiven, delo dejansko postane bolj dragoceno. Ko namenimo več kapitala, ki ga lahko ljudje uporabljajo, njihovo delo postane bolj dragoceno, z njim lahko naredijo več, lahko so bolj produktivni in počnejo tudi bolj zanimive stvari. Tako da mislim, da je tukaj tudi optimističen scenarij. Ljudje bodo imeli manj dolgočasnih nalog in veliko več zanimivih stvari, na katerih bodo lahko delali predani posamezniki. Ja, mislim, zagotovo obstaja vidik učinkovitosti z orodji, ki jih lahko pridobite z umetno inteligenco. Ali misliš, da bo to morda pripeljalo tudi do več podjetnikov in bolj ustvarjalnih pogledov, saj bodo ljudje, ki imajo običajne dolgočasne službe, ki jih lahko nadomesti umetna inteligenca, iskali nove priložnosti? Morda bo to vodilo do večjega napredka. Kaj misliš, Oven? Bi želel najprej odgovoriti na to vprašanje? Seveda, obožujem Jevonsov paradoks. Na njega sem naletel pred nekaj tedni in je res sijajen. Emilija, v bistvu pravi takole. Vzemimo na primer nekaj, kot je grafično oblikovanje. Preden je obstajal OpenAI in preden so obstajala ta podjetja, si moral plačati grafičnega oblikovalca, da ti je sestavil logotip za nekaj, kar si vodil. Zdaj lahko greš na klepetalnika, kar sem naredil pred nekaj meseci, mu daš navodila in ti preprosto izdela logotip, potem se z njim pogovarjaš nekaj minut in ga v bistvu dobiš zastonj. To pomeni, da bo več ljudi želelo več logotipov. Lahko jih damo povsod po naši ozadji za skoraj nič. Ampak to pomeni, da bo več povpraševanja po grafičnem oblikovanju in da se širi obzorje ter področje ljudi, ki se odpirajo tej ideji in uporabi tega. In morda bodo bolj kompleksni projekti tisti, pri katerih bodo želeli, da opravijo ljudje. Tako tisti grafični oblikovalci, ki so tam zunaj, ne bodo delali 90% ali 99% projektov, ampak tistih 1% ali 10%, ki jih bodo delali iz veliko večjega števila, bodo veliko bolj zanimivi. Tako jaz razumem Jevonsov paradoks. In zagotovo se zdi, da se v nekaterih sektorjih to dogaja pri razvoju programske opreme, morda z vprašajem in morda tudi v drugih. To je zanimiv in vsaj upanja poln scenarij, kako bi lahko izgledala umetna inteligenca. Seveda obstaja še veliko drugih scenarijev in vse to je ena velika neznanka. Steven, kakšen je tvoj odziv? Bojo ljudje bolj ustvarjalni in bodo morda počeli stvari, v katerih bolj uživajo, kot v svojem vsakdanjem delu, ki ga lahko opravi umetna inteligenca?
Popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo že povedano. Mislim, ko razmišljamo o nekaterih napredkih, ki bodo prišli iz teh služb, bodo ti napredki postopni. In niti ne moremo natančno opredeliti, kakšen bo dolgoročni vpliv. Mislim, ko razmišljamo o nekaterih teh tehnoloških revolucijah, ki se dogajajo, so bila delovna mesta v 50 letih prejšnjega stoletja izrinjena do 2000 let, ko se je internet začel resnično vključevati v celoten poslovni ekosistem. In pričakujemo, da se bo zgodilo enako. Z umetno inteligenco bo nastalo več delovnih mest, kot jih bo izginilo zaradi te revolucije. Ampak delovna mesta, ki trenutno izginjajo, so vstopna, nižje plačana delovna mesta. Ampak to odpira priložnosti, da se resnično začnejo premikati navzgor in usmerimo k bolj zahtevnim delom ter iščemo službe, ki lahko prinesejo veliko večjo vrednost. In pogovorimo se o vladnih predpisih. Kako bodo ti vplivali ne le na umetno inteligenco, kot jo poznamo, ampak tudi na njeno vrednost in ekonomski vidik. In rada bi še dodala, da se veliko delnic trguje zaradi umetne inteligence, namesto da bi o tem odločali borzni posredniki ali ljudje. Ali je lahko tudi to dejavnik? Mislim, da je to zagotovo dejavnik, ki bo vplival na celoten razvoj umetne inteligence. Mislim, vladna regulacija ne bo kar izginila, vendar ne moreš pretirano regulirati, kot smo videli v Evropi. Tam so v bistvu še v kameni dobi, če govorimo o revoluciji umetne inteligence. V resnici gre za nekakšno tekmo med ZDA in Kitajsko pri razvoju umetne inteligence, vendar ne moreš regulirati celotne industrije in smeri, v katero se vse skupaj razvija, ker bomo s tem tempom preprosto izgubili tekmo v umetni inteligenci proti Kitajski. Zato je res dobro vprašanje za veliko regulatorjev, da poskrbijo, da ne pretiravajo z regulacijo. Po drugi strani pa je z vidika varnosti zagotovo pomembno, da se umetno inteligenco do določene mere tudi regulira. In Dimitris, kaj pa ti misliš? Glej, kot edini Evropejec v tej skupini se moram strinjati s Stevenom. Glej, v Evropi imamo regulacijo umetne inteligence, nimamo pa umetne inteligence. Zato vsekakor mislim, da je ameriški pristop veliko boljši. Zdaj, ko je to rečeno, in videli smo to pri najnovejšem modelu podjetja Anthropic, ki je razkril varnostne luknje na področju kibernetske varnosti, je pomembno, da podjetja sodelujejo z vlado. In mislim, da je Bela hiša pri tem opravila odlično delo, se jih je dejansko združila in vključila v pogovor. To, da lahko, veste, kritično infrastrukturo in tveganje za nacionalno varnost obravnavamo najprej, preden se te stvari predstavijo javnosti. In to je pomembna sestavina. Mislim, da bi morala imeti vsaka država nekaj takega. Ampak se popolnoma strinjam z Stevom. Prekomerna regulacija preprosto ubije industrijo in ne omogoča vašemu gospodarstvu, da bi izkoristilo prednosti te neverjetne nove tehnologije. Aven? No, presenetljivo je, ko pogledaš, na primer, ameriško regulativo v primerjavi s kitajsko. Kitajska močno ločuje in deglobalizira. In to je le eden izmed mnogih primerov. In razumevanje, da obstajajo meje temu. Poglej pričanja o ameriških izvoznih omejitvah. In priznanje, kljub vsem tem omejitvam, nekateri izdelki še vedno pridejo do Kitajcev in da se Združene države ne morejo zanašati samo na to, da bi ustavile ali omejile kitajsko sposobnost konkuriranja, da bodo morale ameriške družbe na koncu same stati na svojih nogah proti Kitajcem. In prej smo govorili o tem, da Kitajci v bistvu vodijo asimetrično vojno in izdelujejo modele umetne inteligence, ki niso tako dobri kot ameriški, so pa lahko veliko cenejši, kar Kitajski daje potencialno prednost. Videli smo tukaj v Izraelu in v mnogih delih sveta, kako je to spremenilo vojskovanje, kaj ne? Uporaba poceni dronov, ki naredijo veliko dražje orožarske sisteme, neučinkovite. In obstaja scenarij, vsaj po tem, kar sem videl, kjer bi lahko umetna inteligenca šla v isto smer. Zato mislim, da je smiselna zdravorazumska regulacija strani Združenih držav Amerike, da bi to poskušali ustaviti ali vsaj upočasniti ob hkratnem realističnem razumevanju omejitev te strategije. In nuja, da ameriška podjetja najdejo načine za ohranjanje svoje prednosti, ter da Združene države rešijo vprašanje energije za podatkovne centre, kjer imajo Kitajci prav tako veliko prednost zaradi svojih vlaganj v obnovljive vire. Torej, ja, pravzaprav na to temo, mislim, stroški teh čipov, energije, podatkovnih centrov, o katerih govorimo, kako bo to vplivalo na trajnost umetne inteligence, ko se bo ta še naprej razvijala in napredovala v realnem času. Steven. No, glejte, ja. No, lejte, v redu, mislim, da je vzporednica, ki jo ljudje potegnejo, železnice. Železnice so bile zgrajene v Združenih državah v 19. stoletju. Kot smo slišali v tem pogovoru, so bile velika inovacija. Naredile so gospodarstvo veliko bolj učinkovito. In ljudje so dolg časa potovali z vlaki in pošiljali stvari z vlaki, tudi še danes. A hkrati so bile železnice preveč zgrajene in enako tveganje obstaja tudi pri podatkovnih centrih.
Obstajajo tudi ljudje, ki pravijo, da podatkovnih centrov ne bo dovolj in da bo to dejavnik, ki bo zaviral razvoj umetne inteligence. Torej, je to dejavnik, ki ga preprosto ne poznamo. Ampak zgodovina nas, uči, da smo pri tem vsaj previdni in razumemo tveganja, da bi to lahko vodilo tudi v nekakšen balon. Prav, in tudi, Štefan, ne pozabimo, industrijska revolucija je privedla do vseh mogočih stvari, premoga in vseh okoljskih težav, s katerimi se soočamo. Da umetna inteligenca je nekaj v etru, ampak kakšne bi lahko bile dolgoročne posledice, ne samo na načine, ki jih morda še sploh ne poznamo, ampak tudi, kot sva govorili, glede stroškov teh čipov in podobnega. Ko razmišljamo o celotni izgradnji infrastrukture umetne inteligence, ko razmišljamo o podatkovnih centrih, razmišljamo o energiji, je to res dolgoročna igra. Točno v to vlagajo vsi ti hiperskalarni ponudniki ogromne količine kapitala. Letos podvajajo izdatke za kapitalske naložbe v umetno inteligenco v primerjavi z lanskim letom in resnično poskušajo izkoristiti to priložnost. In vidijo, da zmogljivosti za veliko povpraševanja v njihovem portfelju še vedno presegajo ponudbo. Torej, povpraševanje presega ponudbo. To je tisto, kar trenutno opažamo. In veliko raje pregradiš, pa premalo zgradiš, da lahko dolgoročno ustvariš trajnostni donos na naložbo. V redu, Dimitris, zaključujemo pri tebi. Kakšne so tvoje končne misli o tem vprašanju? Če se vrnem k trgu, mislim, da je res pomembno razumeti, da je ta uvedba, ta razporeditev kapitala izjemno draga. Tako drago je, da imajo podjetja, kot je Google, ki so še pred nekaj leti imela popolnoma čiste bilance, brez kakršnega koli dolga, so vračala denar delničarjem lepo za lepom, zdaj pa ne hodijo le na globalne trge dolga, da bi zbrali dovolj denarja za naložbe, ampak tudi na trge lastniškega kapitala. To smo videli prejšnji teden. In potem je Meta v petek poskusila narediti enako oziroma napovedala, da bi lahko šli zbirati lastniški kapital, in to je prestrašilo trge. In ena od stvari, ki jih je treba tukaj razumeti, je, da bo to zahtevalo veliko kapitala. In pri trenutnih vrednotenjih je zelo težko videti, da bi vlagateljska javnost in svetovne prihranke to zagotovili. Mislim, da je to grožnja. Obstaja izjemno veliko povpraševanje po kapitalu, ali lahko trgi to zadovoljijo. Ali lahko zadovoljijo, da Google zbere 80 milijard, SpaceX pride in izvede IPO, Anthropic izvede IPO, OpenAI izvede IPO in Meta zbere sredstva, vse to v 6 mesecih, mislim, da je to pomembno vprašanje. Najlepša hvala vsem, pogovor je bil res zanimiv, tudi sama sem se veliko naučila in bomo videli, kaj se bo zgodilo, le čas bo pokazal. A vendar se umetna inteligenca vsak dan razvija in postaja boljša. To je očitno zelo hiter tempo sprememb v našem svetu. Hvala vsem.